Čebelica, tako Adamu pravijo vsi fanti v uredništvu, ampak ni. Se mi zdi, da so v tej barvni kombinaciji pri Oplu imeli prej v mislih kakšno oso. V glavnem, Adama smo že imeli na testu, ampak nič hudega, ker so si ti malčki med seboj tako zelo različni, da na cesti ne boste našli niti dveh popolnoma enakih. Pri Oplu so sprejeli kar težak izziv, ko so se odločili napasti Minija. In dejansko to sploh ni edini tekmec, sta še dva, Citroen DS3 in Fiat 500. In čeprav je Mini dejansko bolj kakovosten in bolj premijski znotraj, tudi ta osa sploh ni napačna. Položaj za volanom je za velikost avtomobila več kot zadovoljiv, pelje pa se prav tako super. Volan daje dosti informacij, nasploh je krmilni mehanizem zelo natančen, tako da se je s tem malčkom kar veselje zapoditi v ovinke. Samo platišča so v tem primeru prevelika, ker na slabi podlagi avtomobil vleče vse smeri. Manj kot 18 palcev izberite, pa bo dobro. Šibka točka Oplovih avtomobilov so ponavadi motorji. Tale 1,4 litrski Twin Port je sicer že kar star, več kot 10 let, ampak ga moram tokrat kar pohvaliti. Na testu je pil več kot spodobnih 7,3 litra, pospešuje zelo zvezno, se rad vrti, 74 kW pa tudi ni podhranjen. Manjka pa mu 6. prestava, tako da vožnja na avtocesti ni ravno tiha. Pri 130 km/h se recimo vrti že s krepko več kot 3000 vrtljaji. Sicer pa za Adama kmalu pride trivaljni turbobencinski motor, tako da bo vse skupaj bolj sodobno. Ko smo snemali test Adama, smo se po mestu ob njem vozili z BMW MX-5, ga vidite tamle zadaj. A mislite, da je kdo gledal BMW-ja? Kar pove dosti. Tale zadeva je prava stvar za iskanje pozornosti. Modni dodatek, ki pa dejansko prepriča tudi na ostalih področjih. Če seveda imate pripravljenih 15 150 €, kolikor hočejo za takšnega.